O tem, kako vedno več in več in več zapakirati v manj in manj. Ne? In to je zelo težko, ne? Oziroma ne gre skupaj. Ne? Ampak to je, mislim, da nedotakljivo področje. Ne? Kakor se začeli o tem pogovarjati, to je no-go. Poskušal sem že tudi z Evropsko komisijo oziroma v Bruslu, ne, dokler sem bil še gor, se pogovarjati o obvladovanju povpraševanja po prometu. Ne? To ni področje, ki bi se ga sploh lahko dotikal politično. Ne? Zdaj pripravljamo program predsedovanja, ne? Smo v trojki z Nemčijo in Portugalsko, ne? In seveda ne, zeleno in tako je vedno in pripravljamo program in smo pač poskušali, ne? Ali bi se lahko pogovarjali o obvladovanju povpraševanja po transportu, po mobilnosti. Ne? Ni šans. To je področje, ki se ga ne dotika. Ne? Tako da to politično ne gre čez. Energetski zakon se spreminja zaradi prenosa direktive, ampak zraven smo spremenili člen oziroma dodajamo en člen določbo, kjer bo omogočila ukrepe na področju vozil. Se pravi, da bomo lahko imeli politike, ki bodo spodbujali uvajanje vozil za alternativna goriva. No? Zdaj nismo imeli ustreznih pravnih podlag, zato tudi nismo, ne vem, razpisali podpor vozilom, težkim tovornim vozilom na plin. Zdaj pa upamo, da bo to šlo čez. Zdaj v okviru alternativnih goriv hočem spostaviti en projekt, v katerega smo vključeni. IDAX se imenuje. Ne? Gre se v bistvu za določene identifikacijskih oznak, pa za zbiranje podatkov v zvezi z alternativnimi gorivi v Evropi. Ne? Čisto na kratko bom jaz povedal, kaj je namen tega projekta. Namen je to, da v bistvu najprej vzpostavimo neko zbirko podatkov, ki bodo javno dostopni o tem, kje imamo, pa kakšno infrastrukturo imamo za alternativna goriva. Ne? Poudarek tega projekta je v bistvu predvsem na električni mobilnosti, se pravi infrastruktura za električne polnilnice, ne? Pa vodik. So pa pač zraven še ostala goriva, vendar ti deli niso obvezni, ti dele projekta. Ne? Poskus je bil, da bi se v bistvu tudi osebni avtomobili vsaj minimalno regulirali v direktivu Eurovinjeti, ne? In to ni uspel. Ne? Lanske leto je to pač padlo ven zaradi odpora vseh držav, ki imajo kakršenkoli vinjetni sistem ali pa razmišljajo o tem, da bi začele cestniniti tudi avte. Ne? Hočejo imeti proste roke, da se odločajo, ali bodo cestnile po kilometru ali z vinjetami. Ne? Se pravi časovno. Ne? Tako da to je padlo ven. Je pa to še vedno noter, zato ker pač vse v teoriji velja, ne? Da je najbolj pravično cestniniti oziroma zaračunavati odpravnine po dejanski rabi, ne pavšalno po času. Ne? V konceptu, pač v teoriji to drži, niso pa razviti ustrezni sistemi, ki bi to podprli, oziroma ni pravnega okvira, ki bi omogočil interoperabilnost v Evropi, se pravi, da bi vozilo z enim sistemom lahko po celi Evropi pač krožilo in se cestninili na enak način povsod. Ne?